Jara Sofija Ostan, lepo pozdravljena. Živijo, Nina. Odkot prihajaš v studio? Iz mojega doma na ulici na Gradu. Ja, direkt iz tam. Kako te v bistvu kličejo prijatelji? Samo Jara. Si kdo kdaj reče Sofija? Ne, recimo, da v šoli, v glasbeni šoli je bilo vedno tako, da je bil kakšen učitelj, ki si ni zapomnil, da mi je ime Jara, in pa se me klical Sofija. Edino, da me je kdo tako klical. No. Zakaj sem te seveda povabila? Gre za Berlin, pri tebi kar dvakrat, zdaj bo že približno skoraj 2 tedna od podelitve teh evropskih filmskih nagrad Evropske akademije. In kot glavna igralka nominiranega filma Kaj ti je deklica, igraš Lucijo, ti seveda še enkrat v imenu vseh poslušalcev čestitam. Hvala. No, in tvoj film sem zdaj ponovno, to je že 3. ali 4. ogledala v Trstu na festivalu, bilo je res impozantno. Ti pa si bila s tem filmom že drugič v Berlinu, ne? In gotovo je bilo prvič bolj doživeto. Prvič se mi zdi, da smo bili v bistvu vsi vsaj me punce, ko smo šle zraven. Skupaj sem šla še s soigralkama, 2 od Stašo Popovič pa Mino Švajger. In se mi zdi, da smo me 3, smo itak bile v nekem svojem mehurčku, smo bile vzhičene. Že to, da sploh greste, ne? Ja, mislim, jaz en mesec, ko sem zvedla, da bomo imeli svetovno premiero na Berlinalu, jaz temu nekako sploh nisem čisto verjela. Jaz sem tako, ne, moramo počakati, da vidimo, bo res. Pol, ko sem zvedela, da se bo to res zgodilo, mi je bilo čisto noro. Jaz tega po mojem sploh nisem zares dojela. Ja, smo bile me 3 toliko vzhičene, tako so kakšne stvari tudi šle kar mimo nas, tako hodili smo okrog in tako. Zelo je bilo lepo, ful smo bili vsi ponosni, ker je bil res lep odziv na film. Po drugi strani pa smo bile te 3 dni, ker smo bile tam toliko živčne, pa veš čas nekaj, se imamo to. Je tako napeto je bilo? Ja, meni je bilo zelo napeto. Ja, kaj pa potem ta rdeča preproga in ta od? To pa itak, čeprav to je bilo na evropskih filmskih nagradah še bolj intenzivno, je bilo čisto drugače, tam je bilo tako zelo vse mejhno, nismo bili zares na rdeči preprogi. Mislim, na odprtju smo šli čez njo, ampak nas ni noben sliko, valjda. Oni so čakali na zvezde, ki so pa prišle. Ja, tukaj je bila pa taka medijska blazna pozornost. Ja. Na premieri je bilo samo tako, da smo pred premiero imeli mejhno neko platno v tem kinu, kjer smo bili, in pač smo se tam mi poslikali, ni bilo tako, prišli so 3 fotografi in oni so nas malo tako poslikali. Kle na evropskih nagradah je bila pa prav tako rdeča preproga, zlato ozadje in fotografov. Tako pri Oskarjih pravijo, ne, da je bilo čisto vzhičeno. Ja. Na Berlinalu, ne, je bila tudi nagrada, ne, dobili ste Fi Presi, to je nagrada svetovnih kritikov, to je veliko priznanje. Ja. To je bilo pa še dodatno doživeti, vse naenkrat, ne. Ja. No, ampak zdaj, če smo že pri nagradah, ne, film je doživel torej svetovno premiero na Berlinalu, potem je bil tudi v New Yorku, tam je Lev Predan Kovarski prejel nagrado za najboljšega direktorja fotografije, to je bila Tribeca festivalne, potem Portorož Vesna za najboljši celovečerec, najbrž je bilo tega še veliko, nisem si vsega zapomnila. Si ti tudi hodila še kam po festivalih? Ja, jaz sem šla na kar veliko festivalov, zato ker je v bistvu Urška bila noseča, še takrat čisto na začetku. Sem šla tudi jaz pač kdaj na mesto nje, oziroma jaz, Joško, producent. Tako da ja, mi smo bili skupaj v Splitu na Mediteranskem filmskem festivalu, pol smo bili v Puli. Jaz sem šla pol sama še v Gifoni, v Italijo, kjer sem bila čisto sama. In je bilo to je bilo tudi doživetje. Ja, to je bilo čisto doživetje, zato ker sem v bistvu imela 3 z ene agencije. Oni so bili zadolženi sam zame in so prišli iz Rima. In sem bila jim toliko hvaležna, tako res smo se ful dobro družili. No. Jara, kdaj si ti v bistvu prvič videla film v celoti? Tako približno 1 mesec, preden smo šli na Berlinale. Takrat že nekako zadnji hip. Kako pa to nate delovalo na platnu na Berlinalu? Se mi zdi, da zame je bilo dobro, da sem ga videla že enkrat prej, zato ker bi bila čisto preveč nervozna, če bi ga prvič videla na premieri. Zelo sem bila dobro pripravljena, nisem hodila imeti nekih previsokih standardov, tudi glede tega, kako jaz sama sebi izgledam, kako se počutim, ko gledam samo sebe, zato ker nisem zares vedela, kako se bom počutila, ker nisem tega še nikoli prej delala tako. In sem bila pripravljena na vse, tudi da mi bo tako
full bad sebe gledati in da bom tako grozna. Pa ni bilo tako? Ne, ni bilo tako. V bistvu sem bila zelo prijetno presenečena. Je tako zelo lep, tak poetičen film bil in tudi je bilo vse zelo tako lepo prikazan in se mi zdi, da nič ni bilo preveč in tako zelo sem bila lepo, prijetno presenečena. Mislim, še vedno sem bila živčna, ker je šel v svet takrat, ampak tako sem bila, pomirjena. No, ker eno so bile vaje, priprave, drugo je bilo snemanje, ponavljanje in potem kar naenkrat ta izdelek, nekaj, kar tako prijetno teče, kar gledaš, kar je zgodba za vse nas, in to je nate gotovo res tako super delovalo. Ja, super mi je bilo. Katera so bila pa tista najbolj pogostejša vprašanja, sploh pa zdaj, ko si rekla, da si bila v Italiji sama, Kaj je bilo tisto, kar je najbolj zanimalo ljudi, ko so te spraševali? Glede na tvojo mladost, seveda, in vse. Ja, se mi zdi, da veliko ljudi, tako eno takih prvih vprašanj je recimo, kako smo se pripravljali, pa kako jaz nekako dojemam Lucijo, neka taka vprašanja. V bistvu se ponavadi tako ponavljajo, ampak v povprečju pa so si kar podobna in pa imaš tudi na neki točki, že na začetku si ful živčen, ko se to vse začne, ko si tako, kaj če ne bom znala nič povedati. Polka imaš že pripravljenih par odgovorov in jih pol lahko tudi tako malo vrtiš, pol si tako malo bolj pomirjen. Si že bolj tako suvereno nastopila, Če si bila sama, si vedela, da moraš zdaj za celo ekipo odgovarjati, Če se ustavijo na začetku, kdaj se je v bistvu začelo vse skupaj? Takrat sem brala nekje, da si bila stara 16 let. Sploh ideja, da greš k filmu, Ja, v bistvu je ful zanimiv, ker jaz sem si to že kar nekaj časa pred tem želela. Tako da sem bila skoraj malo s to idejo, je bilo recimo 2 leti prej, sem ugotovila, da me res to zelo, zelo vleče. To je bilo po mojem 9. razred, 1. letnik gimnazije. Pa tudi si rada hodila v kino in gledala filme. Ja, ampak nisem pa takrat, Kinodvor, mi smo včasih živeli na Slomškovi in je bil Kinodvor res zelo blizu in Kinodvor, je bil kot tako nekaj najbolj navadenega, se mi zdi za nas. Ampak takrat moram reči, da nisem še toliko hodila v kino, sem pa zagotovo hodila več v Kinodvor kot recimo moji sovrstniki v osnovni šoli. Vem, da sem enkrat praznovala tam rojstni dan s svojimi prijateljicami. Po mojem je prav tati predlagal, da gremo gledat ta dokumentar, zdaj ne vem, kdo je režiser, ampak Roar o levih. Kako je ena družina v bistvu, zdaj se ne spomnim dobro, ampak živi s temi levi in je tudi tako bilo zelo nasilno na momente in so oni levi, ne vem, napadali kakšnega človeka in je bila neka kri in jaz sem bila tako... Za svoj rojstni dan s svojimi puncami sem bila, kaj smo šli to gledati. Takrat mogoče nisem tega toliko cenila, da sem spoznana v to art kino sceno ali pa tako za rojstne dneve, to smo tudi delali, ko si lahko to malo dvorano najel, pa si pol kaj gledal. Zdaj se mi zdi, veliko bolj hodim v kino, imam tudi to neko člansko izkaznico, sploh v Kinodvor, kinoteka tudi zdaj. Ja, in mi je ful fajn. No, ampak potem seveda je bila najprej audicija, kot se to za vsak film spodobi. Je bila tudi trema, ali kako si šla sproščeno, si razmišljala, mogoče bom pa sprejeta? Meni se zdi, da sem pol potem, ko sem tako zelo intenzivno razmišljala o tej ideji, da bi to delala, sem naenkrat dobila občutek, da sem pa že prepozna, ker vsi te neki veliki igralci, na katere sem jaz gledala, so ne vem kaj tako prvič igrali, ko so bili, ne vem, 9, 12, ali pa ko so bili zelo majhni, sem bila tako, jaz sem že prepozna, pač jaz nimam kaj delati in pa sem nekako malo tako opustila to idejo in šele pol prišlo nekako samo do mene in mi je mami poslala v bistvu prijavo na to neko audicijo. Bilo je zelo tako napisano, zelo minimalno, ne vem, iščemo ženske od 15 do 25, pošljite video, v katerem se predstavite to pa to. Ja, in mi je mami to poslala s Facebooka in je bila tako, pa daj probi, če hočeš. In sem bila tako, ja bom. Takrat smo bili pa lih na poti, ko smo šli z avtom na Nizozemsko. In tam sem jaz to posnela in sem poslala na ta casting. Pol so me po mojem 1 mesec kasneje ali pa 2 tedna kasneje nekaj tasga so me klicali in so rekli, če bi prišla na audicijo. In sem bila tako, ja, super. Audicija je bila pa v bistvu na Vibi, v enem takem ogromnem prostoru. Nas je bilo okrog 12 punc in vem, da smo se najprej postavili z Urško v krog in pol je šla vsaka posebej in povedala, katera žival
bi predstavljala njen alter ego. Torej To je bilo vprašanje. To je bila prva stvar, ki smo jo delali na audiciji. In smo vse to povedali. Kaj pa, ko si izvedela, da si izbrana? Tako, nisem zares razumela, tudi zato, ker ni bilo tako, da bi me Urška recimo klicala in bila tako, dobila si vlogo. Ampak sem bila na drugem krogu audicije. Ona me je, ko sem prišla, me je malo tako spraševala neka taka vprašanja, si torej želiš delati, ne vem, kaj pa si tvoja mami mislila. Pa tudi pol, ko sem bila pol dneva tam, to smo bili pa v manjšem studiu, tem castingu, sem opazila, da sem jaz bila tam pol dneva in vse druge punce so se menjavale. In sem bila isto tako, aha. Nekaj se dogaja. Ja, nekaj se dogaja. Ne vem sploh, če mi je Urška rekla tako, ok, in ti imaš vlogo, ampak je bila tako, ja, ne vem kaj, meni bi bilo to fajn, da se bomo dobili na kakšnem sestanku. Tako ni bilo čist. Ni bilo nikoli tega momenta, se mi zdi, da bi bilo tako in bam. Tako direktno, ne? Ja. Ampak potem so bile seveda vaje, tega je bilo ogromno. No, pa če zdaj to vse priskočiva, kaj pa, oziroma kako si se pripravila, da gre za res? Vsak dan je nekako, sploh tako na začetku, da vsak dan se malo bolj navadiš na to, da imaš kamero. Sploh v tem filmu, ki je veliko teh close-upov in je res zelo, zelo blizu in ti zdaj, kako se zdaj izbereš, da sploh znaš govoriti, da znaš normalno se premikati. To je tako težko v bistvu. Se mi zdi, da pri nas, tudi zato, ko smo bili dobro pripravljeni in smo bili tudi mentalno pripravljeni, a ne, da bo to tako izgledalo, čeprav jaz moram reči, da nisem vedela, da bo toliko bližnjih kadrov. In si nisem tega tudi toliko predstavljala, ker pol na koncu je bilo res vse, ok, zdaj pa gremo bližnjak, zdaj pa gremo še malo bližji, ok, zdaj pa gremo na mino bližnjak, zdaj pa gremo nazaj. Ampak meni se zdi, da na začetku te zelo to preseneti, pa počasi se sprostiš in tudi zame vsak dan mi je bilo malo bolj lahko odmisliti to kamero. Se navadiš, da je tam? Ja, ne moreš si predstavljati, da je ni, ne, to, da bi ti probal to odmisliti ali pa biti tako ne, sej. To se mi zdi, da je zelo težko, lahko pa si predstavljaš, da nekako imaš za svojo, ne vem, da jo spustiš zraven, ne. Ko sem to nekako pogruntala, da ji moraš sam pustiti, da je tam in delati svoje. Se mi zdi, da mi je to najbolj pomagalo. No, tudi to razmerje, ne, oziroma dialog, da si tudi ti razumela, kaj želi Urška Đukić, ne, režiserka, da se nekako bile zelo obe spontani, ne, in to se tudi pri tebi vidi, ne. V bistvu deluješ zelo sproščeno, zelo, ne samo prijetno, ampak tudi intenzivno igrano, malo imaš teksta, ne. In to je bilo tisto odrešilno, da si lahko se bolj skoncentrirala, da si vedela, kaj želi Urška in da, ampak tudi tvoj obraz se je veliko dal, ne, zato ker je že sam po sebi je filmski, ne. Zelo veliko lahko pove. In zato tako deluješ neverjetno naravno in sproščeno, ne. Ampak v bistvu pa nisi bila vedno, ne. Ne, mislim, lih zato, ker nisem imela veliko dialoga, sem imela to možnost, da sem bolj raziskovala to, kar se zgodi na obrazu. V telesu itak tudi, včasih je bilo tudi sam tako pri teh bližnjakih, da moraš biti čist primir. In se stvari sam na obrazu dogajajo, da se ne smeš se zibati, ne smeš se premakniti, zato ker si ven iz kadra, ne. Je bilo za povelje. Ja, včasih si prav dobil ta tejp, na tla marker, in si mogel tam stati in se nisi smel premakniti, zato da si ostal noter, ne. Znotraj kadra, ne? Ja. V bistvu na koncu ti ostane, tako kot si rekla, to, da izpade zelo sproščeno, zelo naravno, se mi zdi, da je to edino na koncu, kar ti ostane. Ker ti si lahko zelo, ne vem, živčen, pol rata vse nenaravno, ne znaš sploh normalno stvari povedati, kar se tudi zgodi. Tako, kaj zdaj moram sam biti najbolj sproščen in stvari bojo normalno šle od mene. In to je na koncu neko vodilo. Če ne veš, kako nekaj povedati, če se ti zdi, da govoriš kot nek robot ali pa nekdo, ki ni oseba sploh, smo se mi nekako vedno na to obračali, da je Urška rekla, ok, zdaj pa malo zadihi, pa se probi nekako navznoter obrniti, pa sebe poslušati, kaj se ti dogaja, ali pa to, da se osredotočaš na to, kar se ti dogaja v telesu, ne vem, na to, kako dihaš, na to, kak utrip imaš, na to, kaj se, ne vem, s tvojim želodcem dogaja. To je bilo nekaj, kar je mene v bistvu vodilo, ker nisem več imela pojma, nisem sploh vedela več, kako naj povem, sem bila kratko kva. No, pa tudi to, ne, kako si ti sprejela Lucijo, da si igrala nekoga, ki to nisi, ne? Se mi zdi, da itak me je Urška izbrala, ker imava neko podobno energijo, to sem že fulkrat tudi o tem govorila.
ja, je neka skupna, neka atmosfera, skupna energija. In se mi zdi, da je tudi to pri tem pomagalo, da je spadalo vse zelo naravno, da smo si nekako podobni, da smo si sorodni duši na nek način in da res izpade, da sem jaz ona in ona jaz. Ne. Se mi zdi, da jaz sem se naučila tekom tega snemanja, kako se nekako tudi malo odklopati mogoče. Ko vem, da me nečesa ful strah ali pa ko začnem razmišljati, kaj si bo pa nekdo mislil, pa zdaj bo to vsi gledali, pa da sem sam, ok, na tej točki jaz neham razmišljati in sam še delam. Ne razmišljaš za nazaj, ne razmišljaš za naprej in to je to. In na neki točki med snemanjem, ki prej sem bila, tekom vaj sem bila kar zelo živčna glede tega, ne glede poljuba, ampak glede te scene masturbiranja. Prav zato, ko sem razmišljala, vsi bojo gledali moj obraz, pač to bo lahko cel svet videl. Potem je bilo pa čisto drugače prikazano, in zelo lepo. Ja, zelo posebno, ne. Ja. Ampak se mi zdi, da sem se tekom snemanja naučila in tudi pogruntala, da je nekako mi to zelo osvobajajoče, da lahko v bistvu naredim, kar hočem in da mi je zraven vseeno. Kar pa je še ena stvar, je to, da jaz nisem vedela, da mojega obraza se ne bo videl. In pol, ko sem videla, da mojega obraza ni not, sem bila čistko, kaj sem se jaz stresirala, ne? Vse je pol 100-krat boljš, če si ti nekaj takega predstavljaš. Ne vem, je to namen filma, da ti ne maraš petja, oziroma da nimaš preveč posluha za petje, oziroma da sploh nisi nikoli pela, ali to zaigraš v filmu, ne? Ker zaigraš pa zelo dobro, ne? V petju ne bi rekla, da sem ful dobra. Tam, ker je mogla Lucija dobro zapet, smo pač to tudi dobro povadili, da je tako nekako izpadlo. Se mi pa zdi, da to, kar se pozna na njenem glasu, je bolj odraz te njene situacije, v kateri se je znašla, kot to, da ona ne bi znala pet. Torej ta njena nejevolja, ne? Ja, in tudi ta stiska, neka zmedenost, tudi to, kar se zunaj tega dogaja, se mi zdi, da se to ful pozna, odraža na glasu. Tudi vmes sem kar malo zamenjala, ker sem drugače tudi glasbenica, bi lahko rekla. In se sliši, da sem zamenjala intonacijo, sem šla malo nižji, ker mi je bilo bolj udobno. To ni bilo nič zares določeno, to se vse zgodi, ko si ti enkrat v takem stanju razburjenja in se ti ni treba truditi, da dobiš to ven, se meni zdi, no. No, vse s to vlogo ti pokažeš, da se upreš prav s to tonacijo, o kateri govoriš, in poješ po svoje, ne? Namenoma, in to se genialno odigrala, ne? To je klicaj, ne? Čeprav mi trpimo, ker Saša se zelo razburja, odlično igra. Film ima seveda tudi prečudovite posnetke, okolje, ta narava, to je vse gotovo delovalo na vas, ker ste se tam družili, ne? Ni bilo samo snemanje. Pa tudi ta samostan, ne? Neko tihožitje, nek mir, ne? To je tudi vplivalo na tebe. Zelo, na celo atmosfero filma. Jaz tudi nisem čisto zares pričakovala, kako bo izgledalo, ker mi smo bili tam, se mi zdi, 1 mesec in pol smo čez vikende hodili nazaj domov. Živeti v Čedadu je bila tudi ena zelo nora izkušnja. To, da smo se mi v bistvu vsak dan sprehodili iz hotela 5 minut do seta in tudi ne vem, je to bil edini hotel, ampak ta hotel Roma, kjer smo bili. In smo bili sam mi tam v bistvu. Igralci, ekipa in pač zjutraj si prišel na zajtrk, tako si vse srečil tam. In pol si šel peš vsak dan lepo do tega samostana, tam so te zrihtali make-up, kostum in je bilo res čarobno, kot nek privilegij, da smo imeli vse tako blizu, da so nas tako lepo sprejeli in tudi, da je bila Nadiža zraven in da smo kdaj med pavzo se lahko šli kar skopati ali pa tako po snemanju, če smo prej končali, si šel pač kar skočiti v vodo malo, ki je bilo res vroče. No, se obstaja v Trsu ogromna fotografija na steni, kjer ste ob tej reki, sedite na produ, vsa dekleta v pač primerno oblečena za kopanje, res en zelo poseben filmski kader, ki prekriva celo steno. In vsak dan, ko sem šla mimo, sem to gledala, vse sem ti tudi poslala. Ja, super. Da je prav vaš film tam oživljal prostor na en tak poseben način. Pa tudi to se mi zdi, da bo ta film tudi
En tak zate čaroben spomin na eno mladost, ki je ostala tudi na filmskem platnu, ne? To je res tak privilegij. Kako bom gledala na to čez, ne vem, 20 let, ko bom gledala to za nazaj, ne vem, ampak po mojem mi bo zelo, zelo lepo, ja. Seveda, kar mene ob vsem tem za konec pogovoru zanima, je tvoj glasbeni svet, ne? Jaz vem, da si takrat, ko ste začeli snemanjem, hodila na 2 šoli, ena šola je bila gimnazija, torej Waldorfska, druga pa konzervatorij za glasbo in balet, ne? In to je šlo paralelno, torej si imela nekakšen triptih, torej glasba, šola in film, ne? In si preživela, kot se temu reče, ne? Sem preživela, ja. Sem preživela, jaz sem imela še svoje osebne stvari, čez katere sem šla. In sem imela gimnazijo, ki mi je pol časa v tednu vzela, glasbena srednja šola, kjer igram čelo, je vzela drugo polovico dneva in pol recimo zvečer, ko sem bila ob 7 konc, sem imela pa ne vem še petje. Pa kdaj sem pač šla iz šole za en teden, ko smo imeli intenzivne vaje za igro, mogla sem se naučiti rolati. Take fizične vaje za iskanje centra, to, da se malo bolj okrepim. Kako si pa predstavljaš prihodnji svet kot čelistka? Ker vem, da greš študirati film na Irsko. Ja. Kam te nese veter? Nese me veter. Rekla bi, ne vem zares, kam me nese, ampak se mu malo pustim, da me nese, ker mu zaupam. In zdaj končuješ čelo, ne? Ja, zdaj končujem srednjo glasbeno. To je do junija, ne? To je nekje po mojem do maja, ker oni imajo pol še maturo, ne? Jaz pa ne bom imela mature, ker sem jo že naredila prejšnji let. Ampak tako mi je v bistvu zelo fajn, ker zdaj to leto si prepuščena glasbi. Sem prepuščena zelo glasbi, čeprav pol jaz sem mislila, da bo to veliko bolj tako glasba, pa pride ful še nekih stvari zraven. So obdobja, ko nimam nič za delati in imam sam čelo, in pa so pa obdobja, pa kar v enem tednu ful enih stvari. Ampak mi je fajn to in fajn mi je, da imam še glasbo, da se na to tudi osredotočam, ker igram tudi ful lepe stvari, ker ni več tega, kako bom to zaigral, kako je to težko, ampak si bolj gledaš na to, ne toliko tehnično plat, ampak kako bom to zaigral, da bojo tisti, ki poslušajo, to začutili. In kaj igraš? Zdaj igram od Laloja koncert, mogoče bi kdo lahko rekel, da je malo čuden, ampak meni je to zelo všeč, te neke čudne harmonije, čudne kombinacije, ali pa ne čudne, malo nenavadne. Pa še od Chopina, zelo lepe stvari v bistvu. Te čakajo, ne? Ja. In doživljaš ves čas. Ja. Doma te tudi podpirajo, tvoji starši so arhitekti, živiš v svetu kulture, umetnosti. Česa se pa najbolj veseliš v bistvu zdaj? Pisala si se že, ne? Ja. Deluje v sklopu Trinity College. Želim si videti, kako drugje ta industrija tudi deluje, ne samo tukaj, in kaj novega spoznala. In to je nekako, se mi zdi, dobra opcija, glede na to, da je nacionalni program in je še vedno v angleščini in oni vzamejo tudi tuje študente. In bila sem že tam, agenta imam tam blizu, bi bilo lahko to zelo lepo, no. Me pa še čaka zares prvi krog avdicij, tako da zdaj, kaj se bo zgodilo, zares ne vem še. No, o tem te ne bom danes spraševala. Torej, veliko sanjariš in razmišljaš o filmu na eni strani in tudi o študiju, ki te čaka, ne? Ja. V bližnji prihodnosti. Ja, tako, ampak tu je zdaj še glasba. Upam, da me boš povabila na ta zaključni koncert. Absolutno. Jara Sofija Ostan je bila nocoj, moja gostja v oddaji Proti jetru spet ta dež. Hvala za ta pogovor in vse dobro ti želim. Nina, hvala tebi.